Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. V tem prazničnem decembru smo v Celjskem narodnem domu v sredo 12. decembra doživeli prav poseben večer. Ob 100-letnici smrti enega naših največjih velikanov literature, Ivana Cankarja. Prireditev so združno pripravili tako pevci kot tudi gledališčniki. Pa si poglejmo. Ob zaključku Cankarjevega leta so prejšnjo sredo člani ljubiteljskega gledališča Teharje pripravili resnično veliko prireditev, recital, ki so ga poimenovali Fant je videl rožo čudotvorno in tako počastili 100-letnico smrti tega našega literarnega velikana. Skozi besedo in pesmijo so skupaj z mešanim pevskim zborom Orfej in njegovim dirigentom Matevžem Pušnikom prireditev izvedli pod režijskim vodstvom magistre Jane Kvas, ki je tudi avtorica recitala, in v njem so kot smiselno zaokroženo celoto podali resnično celosten in celovit pregled Cankarjevega ustvarjalnega opusa. In kaj je bilo avtorici Jani Kvas pri tem osnovno vodilo? Ja, če rečemo temu rdeča nit ali nit, ki vse dele povezuje, ker kot je bilo slišati, je tu celoten Cankar. Od pesniške zbirke, prek pripovednih ali lirsko-pripovednih besedil, do dramskih, pa do esejističnih, torej je predstavljen zelo široko in vendar je to delovalo kot celota. To celoto je pa vse dele povezovala misel, ki je v bistvu naslov Fant je videl rožo čudotvorno. Nekako vodilo je ta pesem. V izbor je Jana Kvas vključila odlomke vseh najpomembnejših del Ivana Cankarja, kot so Skodelica kave, Hlapec Jernej in njegova pravica, O človeku, ki je izgubil prepričanje, Kralj na Betajnovi, Pohujšanje v dolini Šentflorjanski, Bela krizantema in druge. Novost in posebnost pa je bila uglasbitev nekaterih odlomkov del, ki jih je Jana Kvas pripravila skupaj z dirigentom zbora Matevžem Pušnikom. Tako Iz moje samote, Grenke mladosti, Šla si mimo mojega življenja, V bogatih kočijah se vozijo, pa Fant je videl rožo čudotvorno in še kakšno. Prav tako pa je Jana Kvas vse skupaj v celoto povezala še z veznim besedilom. In občinstvo, ki je v celoti napolnilo Celjski narodni dom, je recital odlično sprejelo in svojim odzivom in komentarji po prireditvi potrdilo, da je Cankar še kako živ in aktualen tudi danes, po 100 letih njegovega odhoda. Rekla bi, da je bil neverjeten domoljub, ki nam v teh časih manjka. Tako da to, kar je bilo danes kot prireditev, je bila zame na vrhuncu ravno v tem smislu, da je Kvasova znala to vse tako lepo povezati in spraviti v ta sodoben svet in čas, v katerem živimo. No, to, kar so pripravili danes, je bilo odlično. Res, tukaj in entuzijazma z druge strani, pa to, kar sem me vprašal v vezi Cankarja, mislim, da se nekaj dosti spremenilo. V Sloveniji še vedno preveč prevladuje črne, pesimistične misli. In rabimo eno sonce. Sonce je pa po eni strani to, kar se nam danes pripravlja. Da se da tudi z entuzijazmom marsikaj narediti. Vse to, kar je že pred 100 leti, še krepko velja. In naj nekaj rečem za današnjo predstavo, bila je tako čudovita, da se lahko marsikjer profesional skrije. Iskrene čestitke dejansko vsem nastopajočim, vsem, ki so sodelovali. Fantastičen, res umetniški užitek. Poleg tega pa izjemno aktualna zadeva še danes. Vsa čast Cankarju in danes vsa čast nastopajočim. V bistvu velja, kar je napisal, velja na splošno življenju še zdaj. Se nekatere stvari, kot so ta socialna nota, se predvsem čuti, in
pove nam o krivicah, velja v glavnem njegovo v današnjih časih. Ne vem točno, kako bi to napisal, ampak so resnične zadeve in veljajo še zdaj po 100 letih, več kot 100 letih glede na njegova dela. Občinstvo je prireditev odlično sprejelo in nagradilo izvajalce z bogatim aplavzom. Kako pa so jo doživljali ustvarjalci? Odziv publike takšen, da nam je poplačal vse, kar smo vlagali v to predstavo. Ne samo meni, ki sem se pač angažirala na več področjih, pri tem tudi vsem nastopajočim. Vsakemu od nas je bil ta aplavz oziroma sprejem, kakršnega je bilo čutiti, plačilo za vse. Ne samo nam. Zelo pomembno je, da očitno je Cankar res živ še, tako kot smo rekli, kajti pretežno so se slišala njegova besedila, vezno besedilo je bilo res samo vezno. In me veseli, da je bil Cankar po letih, torej 100 po njegove smrti, sprejet kot živ avtor. To se mi zdi bistveno. Da je recital v skupni izvedbi obeh društev, se pravi ljubiteljskega gledališča Teharje in mešanega pevskega zbora Orfej Celje, kar velik organizacijski zalogaj, kot pravijo Teharčani, takšnega še niso imeli, so se strinjali pri obeh, gledališčniki in pevci. No, jaz sam sem pri ljubiteljskem gledališču Teharje 11. leto in v času, kar sem se jaz priključil društvu, tako velikega projekta še nismo imeli. Morate vedeti, da je bilo na odru več kot 30 nastopajočih in to so kar nekaj mesecev vaj, da se lahko takale prireditev naredi, veliko je usklajevanja, pa tudi stroški takega projekta niso majhni. Iz tega vidika lahko samo rečem, da je nocojšnji večer pokazal, da se tudi v Celju lahko zgodijo res velike zgodbe in sicer zaradi tega, ker kadar res moči združijo različne zvrsti umetnosti, tako kot se je pokazalo nocoj, da so člani ljubiteljskega gledališča Teharje seveda v ozadju z Jano Kvas, s katero smo mi v preteklosti mešani pevski zbor pa že sodelovali z pesmimi o celjskih, tudi tokrat pokazalo, da je to sodelovanje in to povabilo rodilo bogat sad. In verjamem, da bi tudi nocoj Cankar bil ponosen na to, kaj smo ustvarili v Narodnem domu, kjer od nekdaj zveni lepa slovenska beseda in tudi lepa slovenska pesem. Tako da lahko rečem, da smo ustvarili en takšen prav posebne vrste, ne bom rekla projekt, ker je že oguljeno, ampak ene posebne vrste zgodbo, ki je poklon Cankarju, ampak menim, da je tudi poklon lepemu jeziku, predvsem pa tudi Celjanom in tudi nam, kulturnim ustvarjalcem, ki se trudimo iz leta v leto vzdrževati, torej to umetniško kondicijo v mestu Celju in to tudi deliti z našo zvesto publiko, tako kot se je pokazalo tudi nocoj. Seveda pa nas je zanimalo, če imajo izvajalci v načrtu še kakšno predstavitev tega skupnega projekta obeležitve 100-letnice Cankarjeve smrti. Mi namenov do zdaj posebnih nismo imeli, pripravljali smo predstavo za današnji dan. Glede na odziv pa se zna zgoditi, da nas povabi kdo, ki je predstavo videl oziroma slišal in mu je bila všeč. Če oceni, da bi jo bilo vredno ponoviti, jo bomo z veseljem. Zato si bomo prizadevali, da bi ta recital, ta projekt ponovili še spomladi ob kulturnem prazniku, ker mislimo, da je pravzaprav škoda, da bi se ta naštudirani recital dvakrat podal, potem bi pa nekako zamrl. Ob kulturnem prazniku je to vsekakor spoštovanja vredna prireditev, ki bi jo mi rade volje šli še kam pokazati in odigrati. Ob prireditvi pa je v avli Celjskega narodnega doma znani celjski umetnik Boris Zupančič postavil razstavo karikatur Ivana Cankarja. No, današnja prireditev v Celjskem narodnem domu je pokazala in dokazala, da kako živ je še Cankar danes po 100 letih. Tako svojo besedo, kot tudi predvsem svojimi idejami in svojim pogledom na svet. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Hvala, da ste bili z nami in pa prav lep pozdrav.